Jetzt mal du gefallen, die Mutterlos! Dobro jutro, današnji dan bo avtomobilsko zelo športen, se ga veselim. A veš, Toyota nas je avtomobilske novinarje povabila na Raceland ob Krškem, kjer bomo sprobali Yarisa GRMN. To je točno tisti Yaris, ki sem ga že nekaj tednov nazaj primerjal z Lambotom. In to je to za zdaj. Tja sem odpeljal pa za njim BMW, imaš tu ta pameten ključ, ki zdaj je baterija spraznjena, ampak ima zaslon, bom pokazal takrat, ko bomo avto govoril. X-trojka, ampak ne navadna X-trojka. A ti ne zgleda tako malo razbacala? Modre žlajfe, tukaj je gore na črka M, pa klej v ta črka M, pa tukaj tudi, pa tukaj tudi, pa tukaj tudi, tukaj je tudi. A veš, tole je X3 M40i. To pa vsi vemo, da pomeni samo eno stvar. Cold start, baby. Inač pa, gremo. A če se kaj veselim, kadarkoli je v igri dirkališče, pol je to dobra stvar. Mislim, Anino. A veš, kaj mi je še všeč? Ne samo, da je v igri dirkališče, v igri je tudi tekmovanje z novinarskimi kolegi. In zdaj jaz le zgubim pol ure s tem, da rečem, mi sam prijemo tja, ker smo profesionalci, bomo odpeljali, kakor bo, kakor je. V resnici ni čist tako. Zato, ker vsak človek ima neki ega, ki prije do dirkanja, se mi pa zdi, da prije še malo bolj do izraza. Tako da meni ni vseeno. Jaz hočem zmagati. Čez Hrvaško sem šel čez Zagreb, da sem pa na meji. To sem? BMW, ja. Kar v redu, dobro se pele, močna mašina. Je pa malo hecen, na obeh mejah sta me slovenska policista vprašala. Kaj pa danes voziš? Testarossa. Evo jo, našo malo dirkaško oazo. Avto je že, avta sta že pripravljena. Jaz sem ta avto že peljal, odkrat sem ga z Lambotom primerjal, stari, zelo dobro se ceste drži, tak, uživaški. Ni naključje, da smo na tej lokaciji, kjer smo, ker veste, za kateri avto gre. Perfected by master craftsmen, they're giving the heart of an athlete. Ok, tiskovke konc, zdaj pa preden se začne zabava, preden začnemo time attack s tem avtom, pa pol nadaljujemo z gokardi. A veš, ko se bo sešteval, kolikor boš hiter s tem, pa z unim se bojo nabirale pike in na konc bomo videli, kdo so najhitrejši trije. Sprav, tole je Yaris GRMN. Avto ima 212 konjev, do 100 uspeš v 6,7 sekunde, ima najboljši razmerje med težo pa konju v svojemu segmentu, to se pravi med hot hatchi B segmenta. Motorju ne pomaga dihati turbina, ampak kompresor, to se pravi supercharger. Tisti malo bolj pozorni boste mogoče prepoznali volan, malo je predelan, ampak v osnovi je enako Toyoti GT86. Zici so proper, školkasti, drugače pa spredi, delna zapora diferencijala, torsnova. Pa pri Toyoti so se ful potrudili. Saša, daj prosim pokaž, kaj smo dobili. Sena Kapetanovič. Aha, Sena. Mi se zdaj zabavamo, ampak Saša mislim, da je resen kandidat za skupno zmago. A kakšen zvok ima? Zdaj ga bo en zalaufal, pa se bo odpeljal za en krog. Ni heca, stari. Malo me je prestrašil. Ok, avto že na pisti, dajmo ga pogledati. Takole, seksi, ja? Ok, trenutek resnice. Bom zelo nekaj povedal. V zadnjem krogu sem podaril en količek, da se ti pa šteje 2 sekunde, tako da ta krog je avtomatsko eliminiran. Enega predtem sem vozil 1:01:36, da pa da vidim, kako bojo drugi peljali. Lepa! 59. A to je dober. Zdaj pa tako drugi kolegi še vozijo. Jaz sem vzel ta drugega GRMN-ja, zdaj gre pa Sašo Kapetanoviča, ima avtomagazin, ki ima on na testu Polo GTI naredil par fotke skupaj. Mislim, on jih bo naredil. Jaz sem bolj gledal. Evo, oba avta na kupu, malo tiši moram biti, zato ker Saša nekaj snema. Zihar same neumnosti govori. Tako ga ponavadi. Zdaj gremo pa en krog, on z njim, jaz s tem, da se malo spoznamo. Stari, moram reči, da tale Polo je malo mehkejši, ampak everyday usability čist takole na hiter, po par 100 metrih se mi zdi, da je malo boljše. Zdaj bom prišel na ležečega policajat in pa za zihar povedal. Ja. Kako bi se pa jaz odločil? Mislim, če bi kupil avto za uživati, pa bi mi bilo za to vsakdanjo uporabnost malo vseeno, moram priznati. Bi se prej za Yarisa odločil. Še eno stvar nisem povedal, Yarisov GRMN bojo naredili samo 600, pa šlus, 400 za Evropo, 200 za Japonsko, To je pa kar taka orang številka za pohvalce, a ni? Je pa tako, ko ti voziš time attack z avtom 10-20 kg, ne igra toliko velike vloge, ko se pa ti v kartu sedeš. Kvalifikacij konc, toliko sem hitro peljal, da so mi očala razpadla.
epilog, ena sesuta očala, pa en prvo mest. Veš, se je splačal, da sem šel kakat v mest. Stari, lepo se me. Hej, čing. Cen. Zdravo. Nazaj in to s pokalom. Samo pokazal. Mi je čestito. A ja, pa da ne pozabim na tisto primerjavo, ne, Lamborghini Huracan proti Toyoti Yaris GRMN. Mislim, sem pozabil, ne. Tako je, ko sem takrat pelil Yarisa, sem pelil krog točno minuto pa 13 stotink. Zdaj pa poglej, kaj se je zgodilo, ko sem šel na progo še z Lambotom. Ok, let's do this. Zdaj stabilizacije ne bom do konca izklopil, to smo rekli, ne, kar pomeni, da bom dal iz strada na sport, pa tudi na Corsa, to je v bistvu najbolj športni program, ampak pa še vedno tisto varnostno mrežo, ne, če gre vse skupaj v maline, da ti avto malo pomaga. Se pravi, time to beat, 1 minuta. Shit, stari, druga zgodba. Pa grip ima avto dober, Marija pomagi. This car is insane! Insane in my brain! It's about to climb! Deep blood bubbles! To si dobro odpeljal, bravo, Ciril. Švicam pa, da sem 100 metrov pod vodo. Ajde, zbud se, pizd! In, koliko misliš, da je bil cajt? 57 sekund. 3 sekunde hitrejši z lahkoto. Kot jim rekel, Yaris GRMN, super lušten avtoček, sposoben, hiter, zabaven, ampak Lambo Huracan je pa resen poldirkaški stroj, mislim, pa se mora biti neki razlike, če je že od narjev velika.